je prav, da vstopajo v naše življenja, je to cena, ki jo pač moramo plačati v tem podivjanem svetu, zato da smo bolj varni. O tem in še o čem danes v Mariboru z Dnevnikovim novinarjem, kolumnistom, nekoč pa tudi dopisnikom v New Yorku, odličnim poznavalcem globalnih ospredij in ozadij, Ervinom Hladnikom Ilharčičem in pa z novinarjem in redaktorjem oddaje 24 ur, prej pa tudi preiskovalnim novinarjem oddaje Epilog, ki se je ukvarjal z viri, z tudi skrivnimi podatki in zgodbami, ki so se napajali iz tega, Juretom Bračkotom. Ker nismo nedemokratični, kot nekatere vlade, bomo na koncu tudi za vas odprli razpravo. Če ima kdo kakšno misel, vprašanje ali karkoli drugega, vabljeni. Začel bom Ervin s tabo, ker smo kolegi, se bomo tikali, upam, da nikogar ne moti. Eden najbolj priljubljenih telefonov, okay? Ni rdeče lučke, ampak kot smo videli v tem filmu, to ne pomeni nič. Morda so nekje, ne vem, v eni sobi tam na Havajih prebrali vabilo na to debato in so se odločili, da jih zanima, kaj bosta Bračko in Hladnik Ilharčič povedala o terorizmu, o varnosti, o Obami, o Bushu. Je to svet, s katerim se moramo sprijazniti? Je to svet, ki nima alternative glede na varnostne grožnje, glede na aktualne razmere? Dober večer. Veš kaj, jaz sem zdaj tako vznemirjen kot ti, ampak to, kar smo gledali, zdaj je film. Mislim, to je kino. Oliver Stone je genijalen režiser in je naredil skoraj da popoln film, ki te zagrabi in prepriča. Tako jaz verjamem snov od začetka do konca. Tle nimam nobenih dvomov. Kako smo prišli v ta svet, kjer so vse karte odprte in nosimo v žepu oddajnik našega javnega in privatnega življenja. Zdaj, čisto v enem trenutku na začetku Snowden pove, da po 11. septembru se je odločil za to, da bo delal za svojo domovino. In 11. septembra, zdaj smo 15. obletnico praznovali, zdaj že skoraj kliše. Takrat se je zgodilo nekaj zelo pomembnega, dobili smo eno novo Ameriko. Jaz srečam, ker malo sem takrat živel v Ameriki, 11. septembra sem bil v Ljubljani. Pa še ne početnice. Ampak tam 13. sem bil nazaj. In sem videl, tako prav sem izkusil, kako nastaja ta nova Amerika po 11. septembru. Kar je bilo novo in kar je omogočilo Snowdenov poklic in Stoneov film, je to, da so se Američani zares ustrašili. Ampak ustrašili so se nečesa zapletenega. Ko so gledali World Trade Center, to sta bila dva velikana, ki se rušita pod lastno težo. In so se ustrašili, da je to metafora Amerike. In so bili pripravljeni na marsikaj za to, da ta metafora ne bi postala metafora njihovih resničnih življenj. Da bi to ostala ena od reči, o katerih smo zelo diskutirali. Je bila to, a se je treba odpovedati enemu delu svobode za to, da branijo to svobodo iz ameriške ideologije, z tega Amerika dela veliko. In odgovor je bil, da ja. Rezultat je bil zelo banalen. Ti lahko rečeš, se bomo odpovedali, ko so naše svobode za veliko svobodo. Banalno se to zgodi, da povečaš pooblastila policiji, da daš vojski nekaj kompetenc nad civilisti in na koncu, da prekršiš najbolj sveto pravilo Amerike in to je, da brez sodnega nadzora slediš svojim državljanom, kot da so kršili zakon. To je v Ameriki zares prepovedano. Tega policist na cesti te ne sme ustaviti, če ne sumi, da si storil kaznivo dejanje,
ampak pristali so na to, da bojo vsi osumljeni za to, da dobijo to, ker je tale, Kevin Costner, ko reče, da so iskali Nicolas Cage, točno, ja, da so iskali tole, kar se pač išče v kupu sena. In to je tisto, kar je omogočilo Snowdenovo življenje. To je, da so vse ameriške varnostne službe dobili občutek, da lahko postavijo pod nadzor lastne državljane, zato da dobijo terorista. Zdaj pa pazi, Američanom se fučka, če ameriške obveščevalne službe nadzorujejo cel svet. Amerika ne smeš, zato ker ima posebno mesto in za njo velja izjema. In to, kar je Snowden pokazal, je, da to pravilo ne velja več za Američane, in ker je to univerzalistična kultura, pač jasno, da ne velja za nikogar na svetu. Ampak okej, Oliver Stone v filmu nekako vendarle postavi tezo, da je varnost, ki je omogočila Edwarda Snowdena, ki je omogočila poklic Edwarda Snowdena, ki je omogočila razvoj vse te strukture, kot smo jo v filmu odlično videli, danes le še krinka za v bistvu neke druge interese v imenu ekonomije, prevlade, in da v bistvu danes gre za to, katera vlada na svetu bo imela več informacij. Informacije so nafta 21. stoletja. To mene bo še gledati. Ja, seveda, ampak ni, če to nosimo v žepu, jaz znam s tem narediti marsikaj, ampak vem, da nisem izkoristil nič od tega, kar strojček lahko. Ampak jaz sem s tem zadosti informiran. Vprašanje, ki se mi zastavlja in ki je zoper, je ne to, kaj lahko jaz zvem čez to, ampak kaj lahko ti čez to zveš v meni, če si v pravi zgodbi. In to je močno, ker ne veš, kako vzpostaviti odnos do nečesa, kar nosiš v žepu ves čas. Da imaš več možnosti, namreč, tako, ni treba, da film vidiš, to pač veš, da niso samo Združene države, ki to počnejo, da to počne tudi Nemčija, to počne Velika Britanija, da imaš tiste 4 velika ušesa, mislim, da so Amerika, Kanada, španska anglosaksonski svet, vključno z Avstralijo, in mislim, da tudi Novo Zelandijo, mislim, da jih je 5, ki koordinirajo informacije. Da imaš Izrael, ki ima mogoče najbolj razvito spiralno akcijo. Tega skratka, da je tega zelo veliko, da vsi to počno. Vprašanje je, in to se mi zdi tako, Snowden ima enostavno dilemo. Kaj jaz v zanimivi službi kot državljan moram narediti zato, da popravim nekaj, kar ni prav. Vprašanje je to, kaj lahko ti narediš. A veš, boš šel zdaj se v tejpom lepiti kamero, nima smisla, tam je ena, zdaj vsak tle ima v žepu eno tle gospod, feštijo bi lahko, vsi vse lahko snemamo ves čas, ampak kaj s tem početi? Kakšen odnos ustvariti do tega? Snowden je to razrešil, da pač jaz bom javno razkril nekaj, kar bi moralo ostati skrito. Na drugi strani pa in to ponudi nam, publiki, kot izziv, da dajte kaj narediti. Ampak seveda ti ne pove, kaj narediti. Jaz znam tole v resnici žgat povgasniti. Veš, to, da ne pridem blizu, da bi lahko fantaziral o tem, kako deluje in kako lahko v to reči intervenira. Kar lahko intervenira samo polje političnega, temu se pa film, se mi zdi, pravičeno izogne, ker bi samo meglilo zgodbo. V Snowden se mi pa zdi, da je od vsega začetka naredil eklatantno politično dejanje. Ne pa pameten, neverjetno. Film je preslikava par dokumentarcev, o katerih on govori in res govori, glede na to, da računalničar veljajo za molčeče ljudi, ker govorijo o igricah, nema neverjetno politični
etovski, zavidljiv. Jure, 29-letni agent, takrat iz Severne Karoline, se odloči, v njem se lomi leta in leta ta dilema, kam bo pokazal njegov osebni etični kompas v tej zafrknjeni službi, ki jo dela, ampak se na koncu ne odloči, da bo 1,5 milijona podatkov, ki jih izbral, in odnesel vrgo v eter preko bloga. Da jih bo vrgel v eter svetovne javnosti, nefiltrirane, neobdelane, enostavno, da jih bo preko nekega kanala spravil do ljudi in ajde, bomo videli, kaj se bo z njimi zgodilo. Odlično pove, da je našo profesionalce, novinarje, ki jim zaupa, zato da oni opravijo svoj posel. V bistvu je film na ta način tudi na neki točki v bistvu veliko priznanje poslu, novinarstvu kot takim. Ja, zagotovo, s tem se strinjam. Veliko priznanje novinarstvu, pa tudi z vidika novinarja je Snowden perfektni. Če gledaš na zgodbo, če govorim z moje kože, pač te zanimata dve stvari, to so ali izjave vira, ali pa dokumenti. On je v bistvu zagotovil dokumente, hkrati je pa kasneje dal še izjavo. Plus to, da je v bistvu Snowden, glede na knjigo No Place to Hide, pa Citizen4, prejšnji dokumentarec, v bistvu, tudi jaz sem bil ta občutek, da je on plazno inteligenten in da je naredil tisto, kar ponavadi v nekih primerih naredijo tudi novinarji, da si malo psihologa, da dobiš mogoče malo več od posameznika, medtem ko je pa tudi z tega filma vidno, da je v bistvu on sam poiskal Greenwalda in pa to novinarko, ki je posnela kasneje dokumentarec. Ja, težko izgovorja. V glavnem tako, da se on, čeprav temu ni bilo posvečeno toliko časa v filmu iskanja samih novinarjev, ampak mislim, da je on z Greenwaldom več mesecev vzpostavljal kontakt, pošiljal enkriptirane sporočila, potem njo naslovil na Greenwalda, tako da je opravil ogromno dela in pokazal, da mu je zelo pomembno, da pridejo informacije v javnost, ne na primer način kot pri Wikileaksu, ampak da jih objavijo novinarji, najboljši novinarji oziroma vrhunski novinarji, ki bodo razumeli ključno vprašanje, kar je on večkrat v knjigi tudi izpostavljal, da noče razkrivati tajnih podatkov, ampak da se hoče ukvarjati z vprašanjem zasebnosti. In tudi v knjigi je to napisano, da bi rad on sprožil worldwide debate about the privacy. Ampak okej, Snowden je svoj miselni algoritem zavrtel, on je svoje dileme sam pri sebi razdelal, sedel na letalo po nekem planu, načrtu, novinarji pa so v bistvu ta del miselnega algoritma verjetno, oziroma nekega premislega morali še opraviti. Kaj naredi novinar, ko dobi na mizo nekaj takega? Prvo misliš, da je nor. Ne vem, kje je tu javni interes, kje je državna skrivnost, škodenje državi, škodovanje državi, tudi s tem se on ukvarja. Greenwald misliš? Tako je, Greenwald. Ne vem točno, kakšne so bile situacije v njegovem primeru, ampak zato ko dobiš vse te podatke, ko greš skozi, ko dojameš, zakaj gre, se zaveš, da je nekaj ogromnega, masivnega, kakorkoli. Mislim, da je bila tu debata z drugim kolegom iz Guardiana in pa kasneje tudi z uredništvom. V redu je bilo, da je bilo v filmu tudi prikazano ta crash z odgovorno urednico. Zaradi tega, ker absolutno pride do vprašanja izdaje tajnih podatkov, mogoče državne varnosti, pride do groženj, verjetno s tožbami in podobne stvari. Novinarji v tisti situaciji, predvsej bolj v sami zgodbi, več časa v Snowdenu oziroma konkretno z virom si bolj sili k temu, da bi to zgodbo čim prej objavil. Podobni primeri so tudi v Sloveniji, sem za pač toliko manjše zgodbe in urednik je tisti, ki mora takrat zabremzati
se pogovoriti z pravno službo, kaj to pomeni, kakšne so posledice, ampak mislim, da je ta primer Snowdena eden izmed vzorčnih primerov in navezave novinarja do vira, odgovornosti novinarja do vira. Če si bo kdo pogledal tudi Citizen4, je sam Greenwald, ki je kasneje pisal knjigo, povedal, da je Snowdenova zgodba za njega veliko breme, zaradi tega, ker se počuti odgovornega, kaj se bo Snowden kasneje zgodilo. Ne? Tako da ja, po mojem rabiš kar stroj, celo mašinerijo in Guardian, ki je bil takrat veljal za enega izmed najbolj resnih ali pa najboljših časopisov, ja, je zagotovo bil prava izbira, ne? Kar pa kaže tudi na to, kako inteligentno se je vsega skupaj lotil Snowden. Ampak recimo tvoje izkušnje z viri, žvižgači, ta beseda ima zelo različno konotacijo, ne? Po tvojih izkušnjah imamo ljudi, ki so pripravljeni priti z nečem v javnost, očiščenih kakršnih koli drugih osebnih interesov, ne, političnih, ekonomskih, drugih, samo zato, da ljudem povejo, to morate vedeti, to se dogaja za kulisami, to želijo pred vami skriti, o tem vam močijo. Imamo take ljudi pri nas? Mislim, da jih imamo, ampak Snowden je res tak perfect source, v tem smislu tudi s tem, kaj je on hotel s tem doseči, ali pa kot je povedal na koncu, živel sem na Havajih in si kasneje podnarekoval uničil življenje. Ne? Jaz konkretno sem imel en tak vir, ker ponavadi so viri v Sloveniji to levi proti desnim, desni proti levim, kar je ok, če enkrat delaš v levih, si desničar, če delaš v desnih, si levičar. Je pa bil v eni situaciji en vir, ki je imel, se znašel v enih teh zgodbah in je imel precej podatkov to je bila zgodba s stečajnimi upravitelji, kjer je šlo za njegov osebni boj s sodstvom. In v bistvu ni imel na koncu dobenega interesa, razen neko jezo, da da to ven, iskal je nek močen medij, kar je 24 ur zagotovo bil, nekoga, ki mu lahko zaupa, mogoče si v tistih situaciji tip psiholog. Ampak takih virov v bistvu, kot je Snowden ali pa, ki bi radi naredili samo nekaj dobrega v celoti, brez da imajo v zadnji kakršnokoli agendo, ne? Ker tukaj ni dobene agende v zadnji. Take vire je težko najti. Ervin, sicer načeloma, deloma je to vprašanje v filmu bilo nakazano, je bil odgovor, ampak vseeno. Se lahko posamezniki se loti tako velikega sistema, ki se loti v bistvu razkrivanja nepravilnosti v takšnem sistemu, lahko izide iz te bitke zmagovalec. Ali tu ne govorimo o zmagovalcih in poražencih? Ja, lahko, seveda. Imamo prelep primer žvižgača, Ivan Bošt. Če bi bil v službi v vojski, je dobil nek dokument, da misli vojska aretirati slovensko politično vodstvo, ga je dal Tasiću, ki je bil novinar Mladine, Tasić ga je dal za vrlo, takrat pač najbolj razvita oblika množične komunikacije bil fotokopirni stroj, zelo kopiral. Zdaj bi pač stvar končala v prvem koraku na Facebooku. Mislim, da meni je žal tako, da sem se spomnil, veš, da ni nihče posnel filma o Boštu. Po mojem je imel podobne dileme, veš, smem, nosim uniformo, sem nekaj prisego, ampak to ni v redu. Treba, skratka, meni je edin primer, ki mi pade na tam, da ni imel nobenega posebnega računa od zadaj, je pa pač z eno gesto močno vplival na politično okolje. Tako, da lahko. Škoda je bilo tega 30 let, to vmes. A že toliko? Ja, pač sej tudi v Ameriki, predtem si imel The Pentagon Papers, ni tako pogosto, veš, da bi časopisi dobili možnost, da spremenijo zgodovino. Veš, kaj se meni zdi, da je zelo lepo narejeno v filmu? To ti pokaže, da Guardian, še kaj to pomeni, da je najboljši časopis, mogoče, to, da razume novinarstvo kot javni servis, kot public service.
ne zgolj, pač jasno, da to je industrija, ne komercialna dejavnost in vse ostalo, ampak hkrati je v službi javnosti. In tle imaš tako te dileme odgovorne urednice, ki je pač, ima liht ta pravo mero zoprnosti odgovorne urednice, odgovorne urednik mora biti tak, ne? Mora biti tečnoba, zoprn, pa frustrirati mora novinarje, ne? In ona pač, ampak ona hoče imeti čisto situacijo, zato ker ve, da to ni kar neka reč, ko jo objaviš, pa rečeš ups, ne? Ampak da vstopiš v ključno zgodbo tvojega časa in da moraš vstopiti prav, ne? In tle je vse šlo tako, ko mora iti. Zato je tako lepo. Ampak republikanci in demokrati se ne strinjajo v marsičemu, Edward Snowden se strinjajo, on je izdajalec. Nekaj, kar se je nekoč zdelo, da je v bistvu neka Bushova politika, je danes politika Amerike in politika velikega dela sveta, ni tako. Ja, vse eno od stranskih zgodb je tako lepo Obamo po smrčku točili, ne? Ali še tak je nastopil kot etični odgovor na pokvarjenost Busha, ne? Kot inteligentna politika na njegovo neumnost, ne? Se pač izkaže, da je v funkciji oblasti, ne pa etičnih principov, ne? Ampak tega oblasti ne smeš zameriti, ne? Oblast tako deluje. Da ti od oblasti ne moreš pričakovati, da bo lastne tajne dokumente objavljena na internetu. Ni oblast tako narejena. Oblast pač upravlja svoje delo in aretira vse, ki jim pade na pamet, da bi tajne dokumente dali. Hecno tem, da imaš tudi drugo plat. Da imaš tudi javnost, ki je strukturirana v časopisno industrijo, v televizijske hiše, kar hočeš, pa vso to množico ljudi, ki objavljajo zdaj na socialnih omrežjih, ki tudi intervenira in vsaj protestira, če ne drugega, in sproži veliko nacionalno diskusiju. Zdaj, veš kaj se, kar me tukaj, kar me pogosto bega, je to, da praktično vem več o ameriških volitvah kot o slovenskih. Da je to, ampak zakaj? Veš, zato, ker je Amerika tako zelo javno okolje, zato, ker vsako stvar premelijo do onemoglosti. In kakšna je funkcija filma, tukaj je zanimiva, ker tukaj se ti Snowden pojavi s JFK-jem, ker mislim, da je dobil zanga Stone Oscarja z Nixonom, ki je bil flop sicer, skratka je v tem univerzum v filmskem enako, ampak zraven je tudi v isti kategoriji Marilyn Monroe, ali pa Rock Hudson. To, kar Američani naredijo. Američani uporabijo filme za samo refleksijo družbe. In to bolj ponudijo nam kot zabavo. Ampak to je veličina Amerike, zato je Amerika tako uspešna. A veš, evropski filmi nimajo te ambicije in je pol vprašanje, glede na to, da se ve, da je Hollywood ta veliki stroj, čez katerega Amerika razmišlja sama o sebi, in Snowden je sjajen primer tega, je vprašanje, čez kaj mi razmišljamo o sebi. Če razmišljam o tem, v bistvu, o tem, kaj je Snowdenu uspelo in kaj ne moremo mimo konteksta tudi zadnjega tedna, ko je za velik del občinstva in tudi za režiserja zagotovo junako Jure Hrbet obrnil celo eden izmed časopisov, kjer je objavil prve zgodbe. Washington Post je kakšen teden nazaj v bistvu na mnenjski strani objavil tekst za jasno dikcijo, da v Ameriki vendarle je razprava o tem, ali bi Snowdena bilo treba pomilostiti, da bi to kot Obama naredil kot neko svoje zadnje dejanje. Ampak recimo Washington Post je pozval k temu, da to ne more biti opcija. V bistvu, kako lahko medij, novinar, ali pa mnenjska stran v Ameriki pomeni nekaj drugega, to je vendarle pač nekoliko ločeno uredništva, kako lahko naredi takšen obrat v bistvu od svojega samorazkritega v bistvu vira po tvojem?
V bistvu, ne vem, jaz sem bil začuden nad tem člankom, omenil si, da gre za mnenjsko stran, ne vem, a so vmes kaj, tudi če bi menjali uredništvo oziroma urednika, mislim, da to ne bi smel biti razlog. Tako da ne razumem, no, mislim, da je bilo to šok za vse večje medije, da je tudi Guardian se odzval, New York Times so se jasno odzvali, ne vem, mojem je neka bigger story behind, ne razumem tega. No. Bi pa mogoče še omenil to, kar sta vidva z Ervinom prej začela glede Amerike, pa mogoče geopolitike, da v bistvu, ali je to vse krinka, ta boj proti terorizmu, da en zanimiv podatek je, da Kit Alexander, ne, šef NSA, je v bistvu priznal, da je Amerika zaradi množičnega prisluškovanja na ameriških tleh preprečila samo en teroristični napad. Ne. To pomeni v bistvu, meni je bil eden izmed najbolj zanimivih momentov v filmu, je bilo tisto prigovarjanje, ko sta Snowden pa njegovo dekle vsak gledala v svoj laptop in se kamera premikala levo-desno. In potem je bila ta debata, ne, v bistvu o tem, kaj je meni mar, če mi lahko pregleduje vso pošto, vse čete in vse skupaj, ker v bistvu to je debata, ki jo začneš in nikoli ne prideš do konca, ne, kdo ima prav, ne, ali je varnost, ali je svoboda, pač tu prideš do neke meje, ne, ampak na koncu prideš do nekih faktov in to je na primer to, da Amerika zaradi prisluškovanja prepreči samo eno teroristično dejanje, ne, in da je v bistvu tudi misel Snowdena bila, da je kljub vsej tej vojni proti terorju, vsem žrtvam, da bo v bistvu najslabša stvar terorizma, da bo najslabša stvar v bistvu so to množično prisluškovanje. No. Tako da najbolj grozna zapuščina. No. Celo sem veš kaj, tle, ugotavljati, da je v Ameriki vse narobe enostavno, ne? In je res. Ampak kar je zame najbolj strašljiv prizor iz celega filma, je, ko Moralesa, političnega predsednika, prizemljijo na Dunaju. Kaj se je tam zgodilo? Pazi, predsedniški avion je država, ki leti v zraku, je nedotakljiv. Moralesu nobeno evropsko letališče, nobena članica Evropske unije ni dovolila pristati in napolniti rezervoarje in to, da bi lahko letel. Ne, letel je iz Moskve, ne? Zato, ker so Američani sumili popolnoma neupravičeno, da je Snowden na letalu. Ne? In je bila avstrijska vlada pripravljena kršiti, na Dunaju med drugim sedež Združenih narodov, eden od sedežev, je bila pripravljena kršiti mednarodno zakonodajo in svojo zakonodajo. Je prosila predsedniško letalo, da je pristalo in je poslala policijo preiskati tuje ozemlje, kar je ena za drugo so flagrantne kršitve vseh, če ne drugega, manier mednarodnega obnašanja, zato, ker so Američani to zahtevali. Ne? In to, da Američani ščitijo svoje interese. Ok, zakaj pa ne? Ne? Da ameriška vlada hoče, da človek, ki je izdal njene skrivnosti, konča na sodišču, no problem, če po Američani mislijo, ampak zakaj Evropejci mislijo, da morajo nekoga, ki prosi za status begunca pred lastno državo, s vsemi ustreznimi dokumenti, ne? Zakaj ga je pripravljena predati Ameriki. Meni se to zdi veliki škandal. Ne? Tle, a veš, no, mi na NSA nimamo nobenega vpliva. Tako, mislim, da to, kar ti Snowden pove, ne, je tvoje okolje je v tem ključno, če hočeš principi, niso zgolj papirnati zmeči. Ja, in v bistvu Evropski parlament piše resolucije, v katerih poziva k zaščiti Snowdena, k tem, da v bistvu je treba kakršnekoli kazenske procese proti njemu znotraj Evropske unije preprečiti izročitev tretji strani, ampak ni bilo tudi ene države, ki bi mu v bistvu ponudila politični azil. Ja, in Slovenija nič ne preprečuje, da bi azil.
Ampak okej, če gremo zdaj samo še tole, ne. Film smo pogledali, prežvečili, v bistvu pogledali smo mogoče še 2 dokumentarca o tem istem. Zgodba ni od včeraj, stara je 3 leta in kaj naj zdaj, ko gremo domov, ne, zato zdaj še filmsko upodobitvijo tega sistema, tega mehanizma, ne, znotraj katerega smo, ne, kaj naj naredimo, naj prijem domov in se začnem, grem v Google vtipkati, kako se pač kodira elektronsko pošto. Naj se grem izobraziti, da se bom zavedal, da je pošiljanje e-mailov po Gmailu nekaj takega, kot če bi nekoč pošiljal dopisnice in niti ne zaprtih pisemskih ovojnic. Kaj naj zdaj ljudje potem naredimo? Naj lepimo flajštre, naj zažgemo računalnike, naj jih skrivamo v kleti, ne vem, Jure, povej, kaj naj naredimo? Jaz sem lani skakal po Bruslju, po Amsterdamu in iskal odgovor na to vprašanje. Delali smo eno zgodbo, ki je sicer med 2005 pa 2008 prisluškovanje Slovencem, zadeva Econal. Takrat so se nekateri poslanci oglasili, da prodajamo predlanski sneg. In odgovora na to vprašanje nimaš. Za tehniki, za IT-ovci ti bodo rekli, da imaš nekatere te aplikacije, Telegram, pa WhatsApp, neke posebne pogovore. Jaz imam v bistvu, se bom kasneje razdelil, tu imam en prikaz vse te optike, koliko poteka, mislim, kje vse in kako je položena optika in v bistvu koliko je teh optičnih kablov in kako Američani to zajemajo. Ne vem, pač gre za nore stvari kasneje, ko vidiš, koliko se teh sporočil pošilja, ko vidiš, da v bistvu v Evropi praktično vso optiko obvladujeta nizozemski KPN pa Telekom Avstrija. Ko vidiš, zakaj mogoče neko južnoameriško podjetje hoče kupiti 60% KPN-a, da bo imela tako pa tako velik nadzor nad vsemi optičnimi kabli v Evropi. Težko karkoli naredimo, ena izmed stvari, ki se zdi malo utopičnih je, ampak pač, da volivci zahtevamo nekaj od vlade, kaj točno zahtevati in neko odgovornost od države. Jaz mislim, da prva stvar, ki se lahko začne, je, da vlada ve, kaj delajo njene obveščevalne službe. Je pa res, da potem zmeraj si omejen na ozemlju Slovenije. Ampak je za vaju olajšanje, da živimo v Sloveniji, ki ima najverjetneje slabe obveščevalne službe, ki se kregajo v javnosti. Mislim, da je to še slabše. Da, Erwin, ti si prav ekspert. Jaz sem največji ekspert za obveščevalne službe. Veš kaj, mislim, kaj lahko narediš? Mislim, lahko tebi postaviš vprašanje. Imaš več možnosti. Ena je ta, da greš v paranojo, se zares naučiš enkripcije, prelepiš vse kamere in zelo paziš, kaj govoriš. To je precej dolgočasno življenje. Jaz čez to čvekam vse, kar mi pade na pamet in od drugih pričakujem isto. Zdaj, in po moje je vprašanje, kaj ti osebno lahko narediš, je mogoče ni tako zelo važno.